kljub varnostnim lučem in sireni je verjetno treba kar nekaj več sposobnosti od povprečnega motorista. Kje si jih pridobite, kako? No, vsekakor tu se moramo predvsem zahvaliti postaji prometne policije Maribor in pa seveda Ministrstvu za notranje zadeve, ki nas vsako leto vključi v usposabljanje policistov, motoristov, ki imajo posebej prilagojen program, kjer se urijo iz tehnike vožnje in pa tudi iz kondicijskih voženj in vsa ta znanja, ki jih oni že vrsto let uporabljajo, prenašajo tudi na nas. Tako da nekaj dobimo tam, en del izkušenj pridobivamo z treningi varne vožnje na Vranskem. Tudi tu nam je že Ministrstvo za zdravje pristopilo na pomoč in nam financiralo ta usposabljanja. Tako da nekje vsako leto, preden sploh začnemo sezono, je vsekakor usposabljanje predpogoj, da sploh gre reševalec na cesto. Kako varni se počutite vi na motorju? Vsekakor lastna varnost mora biti vedno na prvem mestu, ker ni učinka motorista, če motorist ne pride na kraj dogodka. Vsekakor se moramo prvo zavedati, da smo sami izpostavljeni nekim nevarnostim, možnostim, nesrečim vsega ostalega, ki so se že dogajale mojim kolegom. Tudi meni se je že zgodilo na srečo, jaz nisem nekih posledic utrpel, kolega moj je, ampak v glavnem je treba razmišljati z glavo, sirene in modre luči ne smejo odnesti treznega razuma, da za vsako ceno moramo nekje pridrveti, da bomo nekaj rešili, ker se lahko potem zaplete, pa bomo imeli 2, 3, 4 poškodovane namesto enega. Kaj se vam je že konkretno zgodilo? Vas niso videli, slišali drugi udeleženci? Ja, mene je spregledal en voznik štirikolesnika, pa sva se srečala v križišču, tako da sva padla oba takrat. Na srečo oba z lažjimi posledicami oziroma lažje poškodbe, ker tudi hitrost ni bila velika. Vsekakor pa vozniki nekateri nas ne opazijo, ne vidijo, kljub kričečim barvam motorja, kljub glasnim sirenam, utripajočim lučem, ker se ukvarjajo z mobiteli, z radijem, z vsem ostalim, kar ne sodi na cesto. Že v sami osnovi je problem, da v avtošolah ne naučijo bodočih voznikov, kako pravilno odreagirati ob prihodu reševalnega vozila. Mnogokrat se zgodi, da ljudje hočejo odreagirati dobro, pa se ustavijo v ovinku, tako da je v bistvu ovinek nepregledni in je spet prehitevanje po ovinku tvegano, ker ne veš, kdo se bo pripeljal nasproti. Včasih je potrebno morda pospešiti, pa se potem ustaviti, včasih pa se pred ovinkom ustaviti. To je vse trenutna situacija, ki pa nekateri vozniki pač ocenijo sebi primerno in potem odreagirajo najbolj neprimerno. Mi smo pa tisti, ki pač moramo predvidevati vse te situacije in vedno, ko voziš, moraš razmišljati v tej smeri, da bo nekdo naredil tisto, kar najmanj pričakuješ. Predvsem problem pri Slovencih mislim, da je v tem, da nas radovednost vleče k temu, da bi radi čim bliže z avtom prišli pogledati, kaj se je zgodilo, ob tem pa ne razmišljamo, da s tem dejansko zapiramo pot interventnim vozilom. Izkušnje, ki jih imam jaz iz tujine, pa Slovenija so v bistvu 1001. Zgodilo se, da sem bil v Nemčiji službeno z motorjem, naletel na prometno nesrečo, 2 policista sta stala vsak na enem koncu, enega očividca ni bilo, ki bi pristopil ali karkoli, razen tistih, ki so bili za to poklicani. Pri nas se pa zgodi, da pridejo ljudje, pa s tisto svojo radovednostjo še tebe tiščijo na stran, da bi oni videli, kaj se dogaja. In s tem dejansko motijo proces reševanja, ne zavedajo se, da ob nesrečah recimo iztekajo goriva, tekočine, hodijo okoli s cigareti in takšne neumnosti počnejo. Pri nas je to žal zelo še na nizkem nivoju, bova rekla. Koliko hitreje ste lahko vi na intervenciji oziroma na kraju dogodka prej kot osebno reševalno vozilo? Vsekakor je odvisno od samega dogodka, kje se zgodi, kdaj se zgodi, ali je na cesti večja gužva, manjša gužva, oddaljenost do samega kraja. Merili smo povprečje, da dostopni čas od klica, ko občan potrebuje pomoč, pa do prihoda motorista in pa vozila reševalnega je v povprečju, govorijo o povprečju, skrajšan za približno 50%, se pravi polovico hitreje pridemo z motorjem na kraj dogodka kot pa z vozilom.